zdaj pa pertik za jebancija, zdaj pa gremo nekaj pojesti. Jaz sem že tako lačen šete. Okay. Dobro, včeraj sem imel super restauracijo odkril. Eno res fantastično. Domače češke jedi in pa pravzaprav zelo poceni, ker tu, kjer se zdaj nahajamo na glavnem trgu, če rečeš jesti, tu plačaš že za lokacijo. Tam pa sem dal za kosilo 15 evrov, nekaj takega s pivom vred, ne. No, če je Václava, torej očeta češke kneza, kralja, kasneje ubil Bodislav, in Bodislav je rad v krčme hodaja, te pa še oni šli v krčma, tako da gremo pogledati pravo češko krčmo. Zdaj vam pa pokazal, kje se to nahaja, če boste slučajno kdaj prišli v Prago. Okay. Tu je ta tower, astronomska ura, tu so ti spomeniki, tu je to. In kam moramo iti? Mi moramo iti točno v to smer, tukaj naprej. Ok, do sem smo zdaj prišli. Kaj pa zdaj? Ja nič, zdaj pa moramo iti samo ravno. Tu smo zdaj prišli do prvega krožišča, oziroma križišča. Ena cesta gre desno, ena pa gre leva. Vidite one dreve tam zadnji? Do onih drev moramo iti. Takoj, prva, to pomeni od trga naprej prva ulica leva in pri onih drevesih gremo potem še enkrat leva. Evo, zdaj smo pod drevesom, torej naslednja leva. Zdaj gremo mimo cerkve, tu je cerkva in potem naslednja zgradba, se pa nahaja ta gostilna. A vidite, kje je kaki znak za gostilna? To sem še kar nima, smo ga vprašali. Ampak gledajte, kaj tu piše, Tu piše krčma, restaurant, open. Imamo še cenik, 2 evra pa pol eno pivo. Torej, welcome to krčma. Zdaj, če se to vidi, če to so tradicionalne češke jedi, nam pa nekaj dobrega zbrali ven iz tega. Cena pa, tako kot to, 10 evrov, nekaj takega, 12. Evo, Zula še piše to, je spresna, ko se veš, da še biti, mislim, piva malo srkniti, to je krčma, ampak res tako, to je prava krčma, tako kot si jo lahko predstavljaš. Ful dobro kosila, cena pa, glede na to, da smo pravzaprav v čistem centru Prage, pa je zelo poceni. Tak, zdaj pa gremo dalje. Tukaj za mano pa je Stavovski gledališče. In veste, kaj se je tu zgodilo? 29. oktobra, jaz sem takrat rojsten dan, ampak šalo na stran, 1878. leta je tukaj Mozart uprizoril Don Giovannija. Prejel je izreden aplavz, 30 minut stoječih ovacij. In, on je bil tukaj prava rock zvezda. Se vrnil v Dunaj, tam ga nišče ni upošteval, 4 leta kasneje je umrl. Njegovo zadnje delo je bilo Requiem. No, pri Requiemu pa sem še jaz tudi sodeloval, ko sem ga pel letošnje leta, tako da je bilo full top of the top. Ampak ja, tukaj smo, Ko je Mozart predstavil opero Don Giovanni, je bil uspeh neverjeten. Prvi obiskovalci so se še isti večer odpravili v gostilne in peli njegove arije, naslednji dan pa so po vsej Pragi godci igrali motive iz opere. Zabavna malenkost pa je tudi ta. Mozart naj bi sam dirigiral krstno uprizoritev in ko je bil orkester predolgo tiho, je začel kar s klavirjem improvizirati, da bi zapolnil pavzo. Publika je bila navdušena, čeprav je šlo za tako imenovano spontano napako.
Tu za mano pa je židovska sinagoga. Oni so pravzaprav, tako je treba reči, že od 12. stoletja jih preganjajo, ne? Vse do danes. Vemo, kaj se dogaja po sveta. V glavnem takrat so predstavljali Židije v en taki najslabši sloj družbe. Bili so satirani, omejeni so bili na mali prostor, torej na ta del tukaj, v katerem se nahajamo. Ta prostor je zanimiva še tudi na zelo nizko nadmorsko višino, takrat zdaj je dvignjena, zdaj je za 6 metrov dvignjena, takrat je bilo te nadmorske višine še manj. In point je v tem, ne, da ta reka Vltava poplavlja in to je bilo dostikrat poplavljeno, to je bilo ogromno mrtvih. Niso se smeli širiti iz tega ozemlja in tisto pač, kar je treba tukaj povedati, to, da tudi pokopališče, zdaj nažalost ga ne moramo videti, to sem samo malo pokazal, tako da bomo videli, kje to je, niso mogli, niso imeli bistvo kam mrtvih pokopavati, ne? In namesto, da bi drug zraven drugega, so jih po vertikali, ne? Torej so jih pokopavali, tako da imamo tukaj določene spomenike, ki imajo 19, 20, 30 imen. Zdaj pa nažalost sem tudi prepozno sem prišel, da bi vam lahko vse to pokazal. Bomo pa seveda sedaj pogledali oddaleč, ne, torej kako to izgleda. Prago zaznamuje eno najbolj znanih judovskih pokopališč na svetu. Zaradi stiske in pomanjkanja prostora so Judje stoletje pokopavali drug na drugega. Na istem prostoru je več kot 12.000 nagrobnikov, pod zemljo pa naj bi počivalo tudi do 100.000 ljudi. Tukaj v ozadju vidimo torej te spomenike, to je to pokopališče. V teh spomenikih je ogromno imen. Malo sem prepozna, bi lahko šli notri pogledati, ampak vseeno, tukaj da ne bo. Židovska skupnost je bila v tistih časih zatirana in pogosto potisnjena na rob družbe. Revščina je bila njihov vsakdan, a kljub temu so ohranili svojo vero, tradicijo in dostojanstvo, kar pokopališče še danes tiho priča obiskovalcem iz vsega sveta. Evo, tukaj pa vidimo oddaleč Charlesov most. 500-600 let star most še vedno stoji, kljub tem poplavam, nesrečam naravnim, ki so se zgodile. Tako da, gremo preveriti. Karlov most je eden izmed največjih simbolov Prage in povezuje staro mestno jedro z malo stranjo. Njegovo gradnjo je dal leta 1357 naročiti kralj Karel IV. In to na dan ter ob uri, ki so jo določili dvorni astrologi. Verjeli so namreč, da bo tako most kljuboval času. V stoletjih je preživel številne hude poplave, ki so večkrat odnesle posamezne dele mostu, a se je vedno znova obnovil. Njegova trdnost in vzdržljivost sta postali simbol neuklonljivosti Prage. Danes most krasijo kar 30 kipov svetnikov, ki pa so večinoma kopije. Originali se hranijo v muzejih. Z mostom je povezanih mnogo legend. Ena pravi, da so v Malto pri gradnji vmešali jajca, da bi bil most močnejši. Nekatere vasi naj bi celo pošiljale kuhana jajca, ker so se bale, da bi se surova med prevozom razbila. Ta zgodba je mostu dodala še pridih humorja in ljudskega ponosa. To pa je zid Johna Lennona, simbol upora proti komunizmu. Ne vem, če ste opazili, ampak
čez celo Prago mi pravzaprav nismo videli niti enega grafita. To pa je stena, ki je namenjena prav grafitom, da lahko pač ljudje pišejo, rišejo, kakoli. To zdaj gleda tak, čez eno leto bo to gledalo čisto drugače. Ampak najbolj bistveno, kaj je bilo, ne? Tukaj so gor bile izražene misli kot protest proti komunizmu. Oblast je, na primer, en dan zid prebarvala, prvotno stanje vabela in potem se pa zgodilo to, da čez noč pa že bo zopet vse parizano, da zopet protesti proti komunizmu in tako dalje. Torej Čehi se še kako zavedajo tega grozote, ki mi je pač komunizem prinesla. Tako da to je v bistvu en taki primer upora proti komunizmu v takratnih časih. Ta video pa zaključujem na Charlesovem mostu. Sonce gre dol, tako da jaz pa grem jutri na cuk pa domov. Fajn je bilo, glejte, mater mi je bilo všeč. Zdaj veste, kaj je štosen, jaz sem šel 2 dni. Zdaj to vidim, to bi moral 5 dni, najmanj, ne. Grad, nisem ga videl. Nisem videl onega hriba tam do mene, pred mano. Ampak sem pa videl dobro, pa temeljito, pa sem preiskal tole staro mestna jedra. Ful mi je bilo všeč, da glede na to, pač, ker sem sem prišel, ne, ko neki tukaj, pojma nisem imel, zakaj gre. In potem je bilo to včeraj, mi je bilo to ful všeč to raziskovanje. Kaj se tu sploh dogaja? Zakaj sploh gre tukaj v Pragi? In ko sem to malo raziskal, to njihovo zgodovino, jaz sem rečem crazy, nora, dobro. Tako da, zelo priporočam ogled Prage. Hvala, ker ste bili z mano in se vidimo v kakšni drugi dogodivščini. To pa je zdaj after record, po videu. Nisem še povedal ene stvari, bom pa zdaj. Turist je biti naporno. Gledam, kaj me te noge bolijo. Zdaj sem preveril, če sem že 15 km prehoda, pa 3 km še imam do doma, tako da nazaj še me čaka lepo 18 km danes. Wow, nora, je. Zdravje. Se vidimo v Mariboru.